Pozdravljeni! Danes vas bom naučil rešiti Rubikovo kocko. Torej, naučil vas bom, kako to spremeniti v to. Najprej vam bom razložil nekaj osnovnih stvari v Rubikovi kocki. Rubikova kocka je sestavljena iz več delov, ki se lahko premikajo. Če hočemo razstaviti, zavrtimo zgornjo ploskev za 45 stopinj in vzamemo ven rob. Zato zlahka razstavimo. Vsaka kocka je sestavljena iz 12 robov, 8 kotov in 6 centrov. Centri so preterjeni na sredico, tako da se lahko sučejo okoli svoje osi. Rumeni je vedno nasproti belemu, rdeči je vedno nasproti oranžnemu in modri je vedno nasproti zelenemu. Med sabo se ne morejo premikati, torej so vedno tako. Vsak rob ima 2 barvi in vsak kot ima 3 barve. Vsak košček na kocki ima točno določeno pozicijo. Torej, rob je na stičišču 2 ploskev. V tem primeru ta rumeno-rdeči rob na stičišču rumene in rdeče ploskve, torej praktično med rumenim in rdečim centrom. Rumeno-modri rob je med rumeno-modrim centrom. Vsak kot je na stičišču 3 ploskev. Torej tale rdečo, rumeni, modri rob je na stičišču rdeče, rumene in modre ploskve. Torej, sedaj bom sestavil zdaj. Torej, sedaj, ko veste, kako je kocka sestavljena, jo lahko tudi rešite. Bistvo pri reševanju je, da je vsak košček na pravem mestu in je pravilno obrnjen. Torej, recimo tale oranžno-zeleni rob ni na pravem mestu, ker je njegovo pravo mesto tukaj, torej med oranžno-zelenim centrom. Tale belo-oranžni modri kot tudi na pravem mestu, ker mora biti tukaj, torej med oranžno-modro-belim centri. Recimo tale rob je v bistvu na pravem mestu, vendar ni pravilno obrnjen, ker bi mogel biti zasukan. Prav tako je zasukan tale kot, ker bi mogla rumena kazati sem, oranžna sem, plava pa tja. Na svetu obstaja ogromno različnih metod, kako rešiti Rubikovo kocko. Vendar so vse podobne. Hitrejše ko so, več je treba znati. Najboljša in verjetno tudi edina v slovenščini se imenuje adutova rešitev. V pisni obliki jo najdete na linku spodaj, jaz pa jo bom predstavil v tem video vodiču. Še preden se naučite, kako rešiti Rubikovo kocko, morate poznati notacijo. Na kocki je 6 ploskev. Zgornja, oziroma po angleško up, spodnja ali down, zadnja ali back, sprednja ali front, leva ali left, desna ali right. Če hočete premakniti zgornji ploskev v smeri urnega kazalca, naredite obrat U. Če hočete premakniti v nasprotni smeri urnega kazalca, naredite U črtica. Enako velja za ostalih 5 ploskev. R, R črtica. L, L črtica. B, B črtica. F, F črtica. D, D črtica. Če vam recimo rečem, da morate izvesti algoritem
R, F, L, naredite R, F, L. Tako se bomo lažje sporazumevali. Če hočemo kocko rešiti, jo moramo najprej znati zmešati. Na spletu obstaja ogromno programov, ki nam podajo mešalne algoritme, seveda pa za njih moramo poznati notacijo. Ker sem vas to že naučil, to ni problem, sedaj pa lahko začnemo. Prvi korak. V prvem koraku bomo rešili eno ploskev. Torej, najprej si izberemo eno barvo. Recimo, jaz sem izbral belo. Nato najprej rešimo križ. Torej, v bistvu poiščemo 4 robove, ki pašejo na ta 4 mesta in jih stavimo na prava mesta. Torej, jaz sem najprej izbral belo-modrega. Ga poiščem, kje je? Aha, je tukaj. Staviti ga moram pa tukaj. To je čisto enostavno. Ja, pa ga imamo. Bela, bela, modra, modra. Torej, ena pravi mesto. Zato sem izbral belo-rdečega. To ni pravi. Tudi ni. Aha, ta je pravi. Vidimo resen, torej ga premaknem tudi spodaj. Ampak, zdaj imamo en problemček. Če ga rešim enako kot prej modrega, je obrnjen. Torej, to ne bo prava poteza. To rešimo z enim enostavnim algoritmom, ki se glasi D, R, F črtica, R črtica. Evo, in je rešen. In to sem izbral belo-zelenega, gremo kar po vrsti. Aha, tukaj je. Pridemo resen. Evo, pa ga imamo. In še zadnji, belo-oranžni. Tukaj. Pridemo resen, torej ga postavimo od spodaj. Ponovno je obrnjen. Torej izvedemo algoritem D, R, F črtica, R črtica in križ je rešen. Na to kocko obrnemo za 108 stopinj, tako da križ kaže dol. Nato še rešimo te 4 kote. V bistvu poiščemo prave kote in jih stavimo na prava mesta. Torej, začel bom kar z rdečo, zelenim, belim. Ga poiščem, kje je? Aha, tukaj. Torej, ta kot moram staviti sem. Sicer tako, da bo bela kazala dol. Torej, najprej ga premaknem na tisto mesto, kamor pride. Torej, sem. Torej, ne na tistim mestom. Nato pogledam, kam kaže barva križa. Imamo 3 možnosti. Ali kaže gor, kaže levo ali pa desno. Torej, v tem primeru kaže gor. In na to izvedemo en čisto enostavni algoritem. Torej, L2, U črtica, L2, U, L2. In je stavljeno na pravilno mesto. Nato nadaljujemo z naslednjim kotom. Torej, moder, rdeči, beli. Poiščem, kje je? Tukaj. Torej, ta kot mora priti sem, in sicer tako, da bo bela kazala dol. Torej, premaknem ga nad pravo mesto, pogledam, kam kaže barva križa, v tem primeru kaže gor, torej ponovno naredim L2, U črtica, L2, U, L2 in je na pravem mestu. Nadaljujem z oranžno, modro, belim. Evo je že kar pravim mestom, ampak tokrat kaže barva križa levo. Torej, naredim algoritem L črtica, U črtica, L in je vstavljen.
pogledam še zadnjega, belo, zeleno, oranžni, tukaj ga premaknem na pravo mesto in ga za pravilnim algoritmom vstavim.